Še posebej te dni po potici diši iz hiše dobrega kruha v Rosalnicah pri Metliki, kjer Mojca Kramarič že 18 let s posebno predanostjo ustvarja domače dobrote. Njena potica je znana po vsem svetu. Vsako leto sem pošiljala po pošti, tudi po avionu so letele v različne kraje, tako da mi je to v ponos, da ljudje tudi od drugod cenijo ta pristen slovenski, predvsem belokranjski okus. V Mojčini šoli peke kruha se osnovnošolska mladež uči peke in spoznava kruh kot vrednoto. Mojca prikaže tudi peko belokranjske pogače in pripravi okusno domačo gostijo za skupine. Vse to je zdaj zaradi epidemije zamrlo, a peki se ni odrekla. Njene domače dobrote, od rezancev, mlincev do peciva in tort, najdemo na novomeški tržnici, v Kočevju in Metliki, pošilja jih tudi po pošti. Kraljica med poticami je orehova, ni pa edina. Orehova z rozino, lešnikova, potratna, makova, rožičkova, kokosova, pehtranova in rozinova. Gospodinje vemo, da peka potice ni enostavna. Na kaj moramo še posebej paziti? Glavno, da so sestavine tople, da je pravo vhajanje testa, da je dobro namazan pekač, da se pred peko prebode. A najpomembnejši sestavini sta, doda mojstrica, dobra volja in ljubezen do peke. Na bogato obloženo velikonočno mizo pa sodijo tudi jajca. Pobarvana in okrašena jih na Slovenskem imenujemo različno: pisanice, pirhi, remenke. Ene najlepših in najbolj znanih so belokranjske pisanice, katerih največjo zbirko hranijo v Belokranjskem muzeju Metlika. Včasih so delale tako, da so žene delale posebno te belokranjske pisanice s pisačem na batik, ta batik vosek, so se delali predvsem v Adlešičih in to se reče tudi temu Adlešičke pisanice, ne, ko je bilo te drsanke so se tukaj okrog Metlike, ne, ampak jih dela še, v bistvu še gre to iz roda v rod. Včasih so na pisanico zapisali tudi kakšen ljubezenski vers, kot recimo: Ti pisanico dam, ker te rada imam. Danes bi se napis najverjetneje glasil: Ostanite zdravi.